Lepo dobrodošli v oddaji S knjigo, kjer se združujemo ljubitelji branja in pisanja. Danes je z nami Dejan Krajlah, ki je avtor kar nekaj knjig in prav zanimivo je, da knjig različnih tematik. Danes se bomo pogovarjali predvsem, Dejan, o tvojih dveh knjigah Učbenik uspeha in Praktično učenje. Najprej pa lepo dobrodošel v Zasavju. Hvala za tako lep uvod, hvala za povabilo. Ja, z veseljem, seveda. Si prišel iz Kopra, ne? Ja, Primorec. iz Kopra, Primorec, ja. Dejan, v tvojih knjigah mi je zanimivo, da danes imamo dostop do svetovnih knjig. Ne? Imamo Brian Tracy, Anthony Robbins, Napoleon Hill, vse svetovne avtore lahko danes beremo tudi v Sloveniji. Ampak ti si se odločil napisati knjigo osebne rasti z naslovom Učbenik uspeha. Zakaj ta tematika? Mislim, verjetno nisem prvi, ki piše o uspehu na tak način. Ne. Se ljudje od nekdaj zanimalo, kaj je tista skrivnostna sestavina, zaradi katere so nekateri bogati, uspešni, priljubljeni, ne, karkoli, drugi pa ne. In različni avtori so to ugotavljali in v bistvu, kakorkoli obračamo, ne, imamo zdaj gore in gore literature, ki o tem govorijo. Moje je mogoče drugačno v tem, da sem jaz te stvari nekako vse skušal zajeti, zaobjeti in v bistvu izluščiti nekako tisto glavno misel, ki pravi tole, ne, da če nam morda glavno misel lahko najbolje povzame naš ameriški naslov za to knjigo, kot smo jo objavili tudi na Amazonu, torej, če ga povzamem, ne, če ti ni kako v življenju živiš, če ti ni všeč, kako v življenju živiš, če ti ni všeč karkoli na tvojem področju, je naredi nekaj in to spremeni. Ne samo čakati in oblikovati, ampak pojdi v akcijo, premakni se in nekaj naredi. Ne. In to tudi moj glavni poziv je tudi, ne, da če nam karkoli v življenju pač ni všeč, karkoli vidimo, da nam škriplje, karkoli nekaj ni v redu, ne, je dajmo nekaj narediti, dajmo se premakniti, dajmo v akcijo iti, sami stvari ne bodo popravljene. Torej nismo drevo se ne more premakniti, mi se pa lahko, ne. Je pejmo v akcijo, pejmo popraviti, ne. Dejan, to je tako, če sem realna, zelo, lahko bi rekla tudi že malo klišejsko, ne. Se ljudje vemo, da je to treba, če nam nekaj ni všeč, vse vemo, da moramo nekaj spremeniti. Ampak narediti tisti korak, narediti tisto spremembo, zakaj je to tako težko? Ali pa kaj bi bil tvoj nasvet, da lažje naredimo ta korak spremembe? V bistvu lahko odgovorim kar na to prvo vprašanje. Ne. Vsi nekako vemo, da je bilo treba nekaj storiti, ampak lažje je, če rečemo, ne, saj jaz nisem krivi so drugi. Ne. Torej, krivi so vsi drugi. Torej, kriva, ne vem, moj partner, moj šef v službi, župan, občina, vlada, politiki. Skratka, vsi drugi so krivi, zato da meni ne gre v življenju, ne. In lažje je kriviti njih, kot pa se pogledati v ogledalo in reči, ups, ne, zato sem pa jaz odgovoren, to sem pa jaz kriv, jaz bi mogel nekaj narediti. Ne. Mogoče v psihologiji pravijo temu locus kontrole, ne, sta dva, notranji in zunanji. Ne. Notranji je tisti, da nekako človek razmišlja o tem, da je to, kar se mu dogaja v življenju, je nekako rezultat tega, kar je sam počel, kako je sam deloval. Locus kontrole zunanje pa to, da ne, človek je prepričan, da to, kako mu je v življenju, so krivi vsi drugi. Torej, neki faktori zunaj, katere sam ne morejo vplivati. Ne. Če jaz sem pa žrtev, če mi v življenju ne gre, nič ne morem za to, ne? Jaz nisem kriv, da je tako, ne? Vsi drugi so krivi in dvignem roke, nič se da narediti, oblikujem svojo žalostno sodo in to je to. Ne? Notranji lokus, ne, ima pa tisti redki posamezniki, ki pa rečejo, ne, čak, ne. Vse, kar je pri meni danes, je plod mojega dela, mojih ravnanj, če sem s tem zadovoljen, očitno delam nekaj ok, nekaj, kar s čemer nisem zadovoljen, najverjetneje nisem delal ok, moram to spremeniti, gremo v akcijo in spremenim, ne. In to je pol tudi glavno sporočilo učbenika uspeha, ne. Je nekaj nam neka stvar škriplje, ne, je pejmo v akcijo, pejmo spremeniti, pejmo to popraviti. Pa je to stvar, ki se lahko vsak nauči, pa vsak ozavesti, ali to bi rekel tudi že malo karakterno, malo talenta, ne talenta? V bistvu ne. Da tako razmišljaš, ne? Težava v tem, da je to globoko to zakorenjeno v nas, da nič ne moramo narediti. Da pač tako je, da smo to prepričani v to, da niti ne gremo. Že ko nam kdo skuša povedati, da je stvar v nas, da lahko nekaj naredimo, smo toliko zakorenjeni v tem, da rečemo, ne, vi ste zihar proti meni, ne, ker jaz sem že probal, se ne da, nikakor se nekako naj to dosežem, če se ne da. In toliko močem prepričan malo ljudi, da se nič ne da narediti, da rečejo, ne, spet ne da se nič narediti, vsi drugi so krivi, jaz nisem kriv in pol se na tem ostane. Ne. Pa imaš kakšen tak, poenostavljeni koraki, kaj bi rekel, verjetno je najprej treba sploh ozavestiti, kaj so ta prepričanja, ki nas držijo, potem s temi prepričanji nekaj narediti, potem šele konkretne korake v vsakdanjem življenju delati, ali ne? Obstajajo ti koraki? Ampak če hočeš, ne, se težava je tudi, da ljudje sploh tega ne vejo, da se da, ne. Na neki točki, ko nek posameznik ugotovi, da se nekaj da narediti, pol kar nekako gre v akcijo in se premakne, ampak težko pride do te točke, ne.
Vsakdo se nikako ne premakne, oziroma redki se premakne od te točke. Večina kar ostane iz te točke, se nič ne da narediti, se ne morem, nič se ne da, nič ne da. Ne. Ja, seveda se da. Ne. Mogoče, če recimo vsi, ki nekako beremo te stvari z področja osebne rasti, pa spremljamo literaturo z tega področja, slejko prej naletim na nekega glavnega osnovalca, torej pionirja z tega področja, Napoleon Hilla, njegova knjiga Think and Grow Rich, z idejo do bogatstva, govori o tem, da misli postanejo stvari. Prvi njegov stavek je misli postanejo stvari. Torej, o neki stvari moramo sploh začeti razmišljati, da sploh lahko dosežemo. Če o nečem sploh ne razmišljam, tega nikoli ne bomo dosegli. Če mi neko stvar ne pomislim, da bi lahko na nekem področju nekaj naredili, sploh ne bomo začeli delati v tej smeri, ker sploh o tem ne razmišljam, da se to da narediti. Torej, prvi korak je sploh, da približno vemo, kaj bi radi naredili, kaj bi radi popravili, da se popraviti. V vsakem trenutku, na vsakem področju so ljudje, ki imajo znanje o tem, obstaja literatura o tem, lahko se podučimo, lahko gremo po nek na svet, kakršnokoli težavo imamo. Je sam premakniti se moramo, pejmo k nekomu, pejmo se podučiti, pejmo videti, kaj je narobe, pejmo videti, kaj se da narediti in bomo to naredili, bomo to dosegli. Kratka, sploh, torej ta mizica, najprej bila neka ideja, nek načrt in potem ta mizica postala realnost. Vsaka stvar je dvakrat, prvič v mislih, potem v realnosti. Tudi rešitev za naše težave mora biti najprej v mislih. Aha, moja težava je to in to, rešitev je pejmo se začeti premikati. Skratka, najprej osmisliti in potem iti v tej smeri. Zanimivo je, prej, ko si govoril o krivcih, velikokrat je slišati, da ljudje rečemo, ja, ampak jaz sem pa tako otroštvo. In po drugi strani ravno taka literatura govori o tem, da koliko mnogo stvari izvira iz otroštva in se naredijo taka močna prepričanja, ki nas potem čez otroštvo vodijo. Koliko si se ti kaj vrača oziroma koliko si se dotikal tega področja, kaj v otroštvu dobimo, koliko so to močna prepričanja in kako to spreminjamo? Seveda, nedvomno. Tisti vzorci, ki dobimo v najzgodnejših letih otroštva, nas oblikuje naš pogled na to, kako vidimo ta svet, kako soočamo z izzivi tega sveta, to nas zelo oblikuje. In če smo imeli srečo in se nam nekako, če zelo poenostavljeno rečemo temu, če se nam ugradili neke dobre vzorce, neke dobre mehanizme, gremo lepo skozi življenje, ampak vsi nimamo te sreče, nekateri pa nimamo tega. In ravno te knjige, mogoče ta knjiga, kot je ta moja, so, a pa strokovnjaki, strokovna pomoč, nas učijo ravno to, da tudi če nismo bili opremljeni s temi dobrimi mehanizmi, nikoli ni prepozno, še vedno lahko gremo v to, se podučimo in potem krenemo na pot, ki nam bo boljše, da nekaj sabo naredimo. Da ni treba objokavati, češ, takšen pač sem, tista siva miška, ki ni upam šteleti iz povprečja, lahko sem dober, lahko sem še tako dober, boljši kot moji sodelavci, moji kolegi, ampak mi je nerodno dvigniti roko, pa nekaj povedati, mi je nerodno iztrčavati. Ja ne, pač če ne bomo naredili koraka, ne bomo nikoli nič dosegli. Ne smemo biti nerodno včasih. Včasih pa moramo biti malo neskromni, malo se pokazati, pa malo, pa to je moja stvar, to sem jaz pogrunto, to lahko naredimo tako, dajmo to narediti tako. Skratka, neki vzorci so, ki nas omejujejo, seveda, in neke točke moramo te vzorce prepoznati in jih spremeniti z nekimi vzorci, ki nam pa potem lahko koristijo tudi vnaprej, če tisti prvi vzorci niso koristili. Ja, se mi zdi pa, da to dostkrat, velikokrat govorimo o tem, kaj so mogoče starši narobe delali, kaj smo imeli težave, koliko v bistvu negativnih stvari smo iz otroštva vzeli, da nas danes v življenju to omejuje ali pa nam je teže. Verjetno je pa fajn tudi kdaj povedati, da smo dobili veliko pozitivnih vzorcev, s katerimi se lahko razvijamo in tako naprej. Tako da tisti, ki brskamo po tem otroštvu v preteklosti, tudi hvala staršem za vse tisto pozitivno, lepo, ko so nam dali. Brez tistega tudi ne bi uspevali. Tako da oboje pride. A poznaš ono zgodbico, ko so vprašali enega uspešnega poslovneža, ki ima lepo družinco, tak prijatelja, res življenje, ki bi rekel, to je to, res srečen, zadovoljen. In na drugi strani enega berača, ki je vsak dan bil na alkoholu, so jima zastavili isto vprašanje. Zakaj si tu, kjer si? In berač je odgovoril, imel sem težko otroštvo. In ta uspešnež je odgovoril, imel sem težko otroštvo. Tako verjetno, da je od nas odvisno, kaj v bistvu s temi začetnimi nekimi stvarmi naprej naredimo. Mogoče tukaj lahko jaz dodam, mogoče te isti zgodbice. Moja verzija zgodbice, ko sem jaz slišal, bila pa takšna, sta bila brata. En brat je bil v bistvu zelo uspešen, priljubljen, bogat, en je bil pa v bistvu zelo neuspešen, zelo težaven in tako naprej, in sva brata. In so vprašali najprej enega, potem drugega, zakaj si tak, prvi rekel, imel sem očeta alkoholika, to sem tak, in te drugega, imel sem očeta alkoholika. Skratka, isto okolje, z katerega izhajate, ampak različno življenje. Torej nas ne smejo te stvari omejevati. Kljub temu smo imeli težko otroštvo, lahko smo imeli neke slabe izkušnje. Res
te stvari so grozne, ampak treba iti naprej, ne, treba iti Naj ne bo to izgovor, da Naj ne bo to rečemo, ne izgovor, ja. morem, ker sem imel tako otroštvo. Da, se in so primeri ljudi, ki to dokazujejo. Imaš tudi nekaj lepih primerov v knjigi noter, ljudi, ki to dokazujejo, kaj so, kakšno otroštvo so imeli, pa kaj so dosegli. Dajva se dotaknem še tega dveh izrazov. Občutek imam, da v Sloveniji je to še malčkano obsojeno, in sicer uspeh pa denar. Kako bi rekel, da na splošno, oziroma tako, veliko si potoval po svetu, poznaš različne narodnosti in kulture in verstva, in kako bi videl nas kot Slovence, kakšen pogled imamo na uspeh in na denar? Zanimivo. Zdaj, morda lažje, kot govoriti o Slovencu, bi lažje govoril o stvareh na Zahodu, ker pa te stvari res častijo na drugačen način. Mogoče pri nas tista prva misel, ko nekoga vidimo z dobrim avtom, pa pospešno rečemo, zihar je kaj kradu, zihar je kaj narobe delo, ne, ker jaz pa spošteno plačo tega ne morem doseči, ne. Medtem ko na Zahodu prva stvar reče, gled ti pa kaj ima, zihar je dober, da ima tak dober avto, zihar se trudi, zihar nekaj dobrega pogrunto, ne, neke dobre rešitve našel. Tako da verjetno je pri nas malo preveč obsojena, kot da je nekaj slabega biti bogat, kot da je nekaj slabega biti uspešen, medtem ko na Zahodu te stvari zelo spoštujejo in zelo cenijo, ne. Tako da mislim, da imamo kar neko pot za prihod, da bomo tudi mi začeli te stvari razumeti tako, kot jih razume na Zahodu, ne? Da ni nič slabega, če si bogat, da je to čisto v redu. Ne? Je pa po drugi strani, ne, kje je ta meja? Ne? Je res prava pot, da gremo v ta smer Zahoda, kjer pa vedno več ljudi, v bistvu vedno manjši procent ljudi ima vedno večji delež svetovnega bogatstva in se dogaja vedno večja razlika med bogatimi in revnimi, kar verjetno dolgoročno se bo pokaže tudi po državah, ne prinaša nekega splošnega zadovoljstva in blagostanja. Kje je tista meja, da rečemo, ja, uspeh, denar je super, ampak ne v ekstreme? Težko odgovorim to vprašanje. Vem pa, da vse več teh uspešnih, bogatih posameznikov na Zahodu vedno večje deleže svojega denarja, svoje premoženje podarja skupnosti, iz katere izvirajo, torej okolje, iz katerih izhajajo, kot na nek način cenijo okolje, iz katerega so prišli, cenijo, da so lahko prišli od tega ravno zaradi okolja, iz katerega so prišli, iz krajev, ki so prišli, kar pomeni, da se tega zavedajo, da je nekaj treba. Vse verjetno sveta se ne da rešiti, ne? Tudi mi v smislu bi tuhtali o tem, ampak vsaj ti ljudje se zavedajo, ne? Aha, nekoč bil sem reven, prišel skozi neko okolje, zdaj del tega denarja vračam v to okolje, pomagam drugim ljudem, želim omogočiti tudi drugim, da lahko uspejo, ne? Tako da težko na to odgovoriti, ampak tudi ti bogati, ti uspešni, ki so nekaj delajo v tej smeri, da bi skušali povrniti skupnosti, iz katerih izhajajo, v smislu, ne, zavedam se tega, zavedam se svojih korenin, želim pomagati okolju, iz katerega izhajam. Tako da niso spet tisti bogati, uspešni, spet sam slabi, ne, da bi rekli, ima polno denarja, gledajte, kaj nam delajo, ne. Ja, ne, ni res. Ne. Mogoče mi premalo poznamo, preveč proč od njih smo, pa tega ne razumemo. Ne. In verjetno je tudi vredno take zgodbe širiti, deliti. Tudi v knjigih imaš. Svetovni boksarski prvak zgradil 1000 domov za revne v domačem kraju. Ja, to je to, ko sem hotel povedati, da mogoče, ko govorimo, da denar ni dober, ne. Ja, okej, ampak tale boksarski prvak je z denarjem, ki ga je dobil, zgradil stanovanje. Ne. Torej, stanovanje niso zrasla zaradi lepih želja, ampak zaradi njegovega denarja. Ne. Torej, rabiš denar, da lahko delaš dobre stvari. Ne. Tukaj je tudi eno celo poglavje, ko govorimo o tem, ne, da zakaj bi denar nekaj slabega. Ne. Se denarjem lahko delamo dobre stvari, pomagamo ljudem, gradimo take skupnosti, ne, stanovanjske in tako naprej. Lepe želje so dobre, ampak če imaš pa denar, je pa še boljše, ne, ker pa lahko te stvari uresničiš, dobre stvari, ki si želel uresničiti, ne, z denarjem. In Will Smith, tudi iz tvoje knjige, pravi, denar in uspeh ne spremenita ljudi, le poudarita to, kar je že v njih. Se seveda strinjaš, če si zapisal, ne? Seveda. Veš, kaj mi je pa tudi zanimivo? Imaš kar nekaj citatov ljudi, ki naredijo knjigo še bolj zanimivo, no, tako so mi ljubi zelo. Ampak je zanimivo, da velikokrat imamo knjige zelo v duhovnosti, ali imamo pa knjige zelo v tem finančnem svetu, uspehu, ne vem, podjetništvu in tako dalje. Ti pa citiraš tako igralce kot je Will Smith, na drugi strani citiraš Oshota, citiraš Karla Junga, pa tudi Steva Jobsa, pa vojaške poveljnike. To, ja. Billa Gatesa. Kako to, ta kombinacija, na eni strani zelo podjetno, uspešno igralstvo, pa zelo globoko duhovno ali pa filozofsko? V bistvu, verjetno je moj odgovor čisto pragmatičen. Ko sem pisal tole knjigo, sem kar dosti o tem bral, dosti materijala o tem preučil in ko sem videl, da nekatere izjave teh posameznikov, ki niso z tega področja osebne rasti, ki nekako spadajo vsem, pa nekako zagovarjajo trditve, ki jih jaz tukaj navajam, sem rekel, to pa lahko jaz tukaj dam kot citat, kot
v zagovor temu, da nekaj je pa resna stvar. Če nekdo, ki je iz čist neke druge branže, trdi isto stvar, kot trdi nekdo spet z neke druge branže, kar jaz povzemam, potem je to že prava stvar, lahko vključimo tukaj noter. Ne? Ja, doda kredibilo, ne, tem Doda kredibilo, ne? Pa čuti se, da res veliko bereš, predvidevam. Načitan, informacije, zgodbe, odkje si vse to našel? Koliko prebereš na mesec knjig? Dosti berem. Od nekdaj sem rad bral, dosti bral. V nekem obdobju sem se naučil celo veščine hitrega branja, kar pomeni, da lahko preberem v istem času za branje več knjig, ali pa stvari, ki jih treba prebrati v bistveno manjšem času, kar pomeni, da berem dosti. Ne? Tako da, ja, to je en tak lep hobi, ki ga imam, ki ga negujem. Tako, par knjig na teden sigurno preberem. Par knjig na teden. Tako, žanrskih, še posebej, kakšne kriminalke, take stvari mi kar grejo, tako da ja, kar rad berem. Gde? Ni to v obdobju, ko pravijo, da neke splošne statistike kažejo, da upada branje, upada pisanje, upada konec koncev kupljene knjige. Ja. Večina gre zdaj na splet, na digitalizacijo. Ti pa še vedno fizične knjige in jih bereš. Kako bi pa... Se nas ni toliko malo, ne? Ne, smo ljubitelji knjig, še vedno smo. Ne? Veliko ljubiteljev knjig nas je. Ampak statistike splošne pa kažejo, recimo sploh naša generacija za nami, da upada tudi kvaliteta pisanja, tudi ta fokus branja in tako naprej. Imaš 2 otroka. Kako to branje in pisanje prenašaš na otroka? Prenašaš ali ne? Ti je pomembno ali ne? So v bistvu nekatere stvari, kako naj to zastavim, ne? Nekatere stvari najbolje dosežemo tako, da jih sploh ne počnemo. Ne? Torej, če ti imaš nekoga in mu skozi govoriš, da mora brati, sam pa gledaš samo tablico in telefon, s tem glih kaj dosti ne boš dosegel. Ne? Če pa sam ves čas bereš, ne? Otroci gledajo, kaj se dogaja okrog knjig, že od najmlajših let, ne? Pa vidijo knjige, ne? Oče skozi obkrožen z nekimi knjigami, skozi govori o knjigah, kar nekaj bere, ima neke kolege o knjigah, ne? Potem pa čakaj, kaj je ta stvar v knjigah zanimivo, ne? V bistvu največ verjetno s tem, z lastnim primerom vplivamo najbolj na te, ki so nam najbližje, valjda, z lastnim primerom. Ne? Mislim, da ne moreš ne brati in nekomu težiti, ne? Od nekoga pričakovati, da bo bral, če sam ne bereš. Ne gre, ne? Zakaj pa je branje pomembno, bi rekel? Zakaj raje ne pogledaš filmov, ampak bereš? Ne, verjetno smo se ljudje različni. Ne? Verjetno nekateri se najdemo bolj v branjih, nekateri bolj v filmih. Težko bi rekel. Ne? Jaz tudi z dosti ljudmi, ko govorim, ki niso bralci, pa skušam prepričati v branje ali pa nekako spodbuditi to ljubezen do branja, kar nekako vidim, da nikamor se ne premaknem. Ne vem, nekateri so ljubitelji branja, radi berejo, nekateri ne. Lahko vplivamo na otroke, ne? Njih najbolj vplivamo, kot smo rekli, s svojim vlastnim primerom. Ne? Učitelji v šoli lahko naredijo branje zelo zanimivo. Na odrasle pa res ne vem, kako bomo vplivali. Ni odgovora na to, no? Ne vem. No, in če grejo pa zdaj tako zelo direktno, ne? Zakaj bi pa nekdo prebral tvojo knjigo? Zdaj sva še pri učbenik uspeha. Zakaj bi prebral to knjigo in ne, zdaj sem pa zmislila, gledal nekaj drugega na YouTubeu, ne? Kaj dobi s to knjigo? Morda dobi to, kar smo napisali v naslovu. Ne? Torej, nekako ideja o tem, ne? Sej, če malo premislimo, je ta ideja o tem, da imamo to, kar smo delali na katerekoli področju. Ne vem, finančno stanje, položaj v službi, položaj v družbi, ugled, odnosi z bližnjimi in tako naprej. Na katerekoli področju imamo to, kar smo delali sami, koliko smo delali sami. In če nam to ni všeč, ne moremo drugače te stvari spremeniti, kot če začnemo sami nekaj drugače početi. Ne? A veste, kot tista formula Einsteinova, če neko stvar vedno znova isto počneš, pa pričakuješ več rezultate, to je definicija neumnosti. Ne? Počnemo A, imamo rezultat A. Ne? To ne morem pričakovati, da bom imel rezultata B, s tem, da bom počel še vedno A. Ne? Tako da upam, da nekako bežen pregled te knjige, če nekdo prilista po tej knjigi, ugotovi, da ta knjiga v bistvu nikogar ne vsiljuje, na nek način skuša prepričati človeka z neko lastno osebno zgodbo, ne, da stvari se lahko spremenijo, se dajo spremeniti, ne, preprosto se da spremeniti, če se le premaknemo, če se le začnemo malo premikati v tej smeri. Ne. Bogato in uspešno življenje ni stvar sreče, ampak izbire. Pa to je to, ne. Da ne moramo samo sedeti in čakati, ne, zdaj tole češ lahko, no. Robin Sharma, ne, on zelo dobro ponazori to razmišljanje ljudi s to tako imenovano loterijsko miselnostjo. Ljudje se zjutraj zbudijo, pa grejo v službo, imajo nek svoj dan,
pridejo domov, naslednji dan spet se zbudijo, imajo neke opravke, pridejo domov iz dneva v dan in pričakujejo, da nekega lepega dne se bo odprl oblak, neka roka se bo pokazala, ne, in bo končno dala vse tisto, kar jim pripada, ne, ugled, denar, spoštovanje, ne, končno bo nekdo razumel, koliko se žrtvuje, koliko so dobri, koliko so pridni in tako naprej. In končno bo nekdo postavil vse skupaj na pravo mesto. Ne. Morda bo, morda pa ne. Najverjetneje ne. Nihče ne bo. Ne. Mi moramo nekaj narediti, da se bo stvari popravili, da bomo stvari dosegli, da bodo stvari boljše za naše življenje. Mi sami ne čakati na to, da se bo nekaj zgodilo, ne. Ker se ne bo, najverjetneje se ne bo. Ne. Kako pokomentiraš to, da pravijo, da človek mora imeti neko grozno bolečino, nekaj hudega se mu mora zgoditi, da se zares korenito premakne, da naredi res korenito spremembo? Je to potrebno? Ne, nikakor ne. Jaz mislim, da lahko vsakdo, ki ima že lepo življenje, ki ima normalno življenje, lahko utvidi, da pa na nekaterem področju pa stvari niso toliko dobre, se jih še da izboljšati in gre jih izboljšati. Ne bi rekel mogoče delamo napako, ker skozi govorimo o teh knjigah kot ne knjige za samo pomoč, kot da imaš neko težavo, ne, si nek zlomljen posameznik, pa rabiš neko pomoč, da se pomagaš. Ja, ne, si lahko čisto uspešen, normalen posameznik, pa gotoviš, pa na nekem področju pa mi stvari še ne grejo toliko dobro, ne, in jih lahko popravim in jih popravim. Ne. Samo moram vedeti, kaj je to, ne morem o tem razmišljati, kar enkrat iz mojega tega intenzivnega razmišljanja zavestnega stvari premaknem v moje podzavestno razmišljanje, ki kot vemo je milijonkrat močnejše od zavestnega, 95% časa delujemo na tem podzavestnem, ne, ta nas avtopilot, ki izvodi skozi življenje, ne. In potem, ko jaz tega zavestnega dela dam na vodilo podzavestnemu delu, ta podzavestni del prevzame vse skupaj in me vodi v smeri uspeha. Stvar je preprosta. Ko se tebe posluša, se sliši tako enostavno. To je enačba, tako delaš in potem to gre in pride spremembe. In se je rekel, ampak je treba pa delati. Treba je Aktivno začeti, vsak ne. dan pa. Se mogoče poznamo vsi tisto knjigo ali pa tisti film Secret, ne, Skrivnost, ne. In mogoče tam so avtorji premalo, ne, se rekel, da moraš nekaj stvari razmišljati, če kaj se ne ustvari, ne. Ja, ne samo razmišljati, ja, razmišljati, dobim voljo, da dobim zagon za to, da nekaj naredim, ampak potem treba pa nekaj narediti, da to dosežem, ne. Če si jaz samo nalepim sliko od nekega športnega avta na stene, ga vsak dan gledam, ne, se ne bo ta športni avto kar enkrat pojavil v moji garaži, ne. Lepo, da ga gledam, da dobim motivacijo, ne, tako, wow, nekaj moram narediti, ja, kaj bom naredil, pojmo nekaj narediti, ne. In potem grem jaz nekaj narediti, da se ta avto pojavi v moji garaži, ne. Če ga sam gledam, se ne bo, ne. Pa sodeč po tvoji knjigi je tudi ključno ravno to, ne, koliko je naša podzavest močna in kako da te programe pa to v podzavest, da potem avtomatsko delujemo v tej smeri. Tako. Ta je to zelo dober del v knjigi. Dejan, tu smo pa kar preskočila. Kaj pa je tvoja definicija uspeha? Kaj pa je uspeh? To tako stalno sprašujemo. Jaz pa definicijo uspeha nimam, tudi ne bi sodil govoriti o tem. Mislim, da je uspeh neka stvar, ki za vsakega pomeni nekaj drugega, ne. Da nekoga lahko uspeh neka čisto banalna stvar, kar je nekomu čisto samoumevna, za nekoga lahko uspeh, ne vem, ga ne povezujem vedno samo z nekim finančnim stanjem ali pa z nekim številom sledilcev na nekem družbenem omrežju ali pa karkoli. Vsakdo si drugače predstavlja to definicijo uspeha. Tako da jaz bi kar rekel tisto, kar si neko stvar, ki si želiš, za njo delaš in končno dosežeš, lahko rečeš, zdaj sem pa uspešen, to je to, zdaj sem pa to dobil, to je pa uspešno. Ne. Nekdo, ki ima pa neko bolezen, pa veliko uspeh, da se lahko vstane in hodi brez nekih pomagala, pa ne karkoli, ne. Uspeh je, zdaj sem pa končno to dosegel, ne. Živim življenje, kot bi ga želel živeti. To je uspeh zame. Se dobro ujamem z mojimi, ne vem, sodelavci, šefi, imam dobro plačo, dobro službo, dober avto. Ne nimam tega Ferrari, imam pa za novega Ferrari, imam pa za Encota, ki sem 5 v Sloveniji, ne, moj vreden toliko in toliko. To je za uspeh, ne, ker prejšnji ni bil uspeh, ne. Tako da vsakemu je uspeh neka druga stvar na nekem drugem področju, ne. In ta vodila iz knjige so v bistvu ne glede na to, kaj je za nekoga uspeh, v vsakem primeru ti lahko pomagajo, malo vodijo do tega. Se to ni. Čas rečemo, knjiga spremeni življenje. Ja, lahko klišejsko tako rečemo, ampak načeloma knjiga sama po sebi tega ne naredi. Lahko je pa vodilo, pa pomoč, pa malo inspiracije, pa zgodbe, ko rečeš, se dane, glih tisti mali premik. Tako. Kaj pa tvoja druga knjiga? Potem si napisal eno drobno knjigo, Praktično učenje. Kako se z manj učenja naučiti več in z lahkoto opraviti vsak izpit. Kje je bil pa navdih pa ta premik za to knjigo? V bistvu ta knjiga pa dostavlja to, kar je obljubil v tem podnaslovu, ne. V bistvu težava pri učenju je v tem, da učenje povezujemo z šolo in z nekim obdobjem, ko smo se kar nekaj mogli učiti na silo in vse imamo na šolo, imamo lahko tudi lepe spomine, ampak slabe spomine so predvsem na tiste stvari, ko smo se kar nekaj mogli učiti na silo in pa bilo to kar mukotrpno, pa nikamor ni šlo
In potem skozi neko slišimo besedo učenje, skozi šola, to pa je slabo, ne hodim več tega ne rabim, ne? Kar ni res, ne. Učimo se različnih stvari, tudi ko smo odrasli, ne, bolj stvari, ko so nam zanimive, lažje se jih učimo, z večjim veseljem se jih učimo, ne. In ta knjiga je nekako pripomoček, da tudi ko se odrasli neko stvar učimo, ne samo v šoli, ampak tudi ko se odrasli neko stvar učimo, lahko to opravimo, da bo hitreje, bolje, manj stresno, bolj zanimivo. Skratka, neko stvar, ki jo želimo osvojiti, da bomo uspešni, ne, če se navezuje na učbenik uspeha, torej bomo uspešni, ne, lahko to dosežemo v manj času, na lepši način, manj stresno. Tu imaš študenti radi, veš, pa dijaki. Ja, Kako bi se manj učil, pa bi vse izpite naredil, pa bo to tako na hiter. To je to. Te so pa čisto konkretni nasveti, konkretna priporočila, kako se dejansko učiti. Čim manj časa se učiti, v čim krajšem času naučiti čim več. Stvari, ki delujejo, vse teh stvari si nisem jaz izmislil, sem pač te stvari nekako povzel v neko tako obliko, preprosto, enostavno, lahko berljivo, z nekimi preprostimi navodili, nasveti za mularijo v osnovni šoli, za študente, za odrasle, kdorkoli se karkoli uči, se lahko to nauči v manj časa, manj stresno. Samo čem je trik? Kaj je to, da razumeš delovanje možganov, da deluješ, kako naš spomin deluje, da znaš hitro brati? V čem je trik, da se lahko veliko hitreje boljš naučiš? Pri učenju je treba, zdaj, tukaj bi si izkoristil eno prispodobo, ne? Muha na oknu, ne? Predstavljamo si muho, ne? Muha se približuje oknu, šipi in želi na svobodo. In vidi svobodo, rine v smeri te svobode, ampak do svobode ne pride, ker je vmes steklo. In bolj ko rine v njo, nič ne doseže. Teže je. Nekega dne, po nekem času, sam omaha in pade dol. Če bi ta muhica šla sam pol metra nazaj, bi videla, da je tle se okno konča, tle je balkon, vrata se odprla, bi lahko šla ven. Kar pomeni, če se neko stvar počnemo, recimo učenje, neko stvar se učimo, ne? Če se ne učimo prav, se lahko učimo še toliko intenzivno, še toliko časa in smo kot tista muha, ne učimo se na pravi način in ne bomo dosegli dobrih rezultatov. Treba samo malo vidimo, da neka stvar ne deluje, ne? Podobno, kot smo rekli prej, ne? Torej nek način delovanja A nam prinaša rezultate A, s temi rezultati A nismo zadovoljni, pojmo par korakov nazaj, dajmo početi nekaj drugega, preklopimo na delovanje B in potem bo ta stvar lažja, boljša, enostavnejša. To velja pri učenju, ne? Različne stvari so tukaj noter napisane. Ena izmed stvari je tudi, če razumemo delovanje naših možganov, seveda, ne, če mogoče, lahko to razložim v minuti. Seveda. Nekako, vemo vsi, da imamo dve polovici možganov, levo in desno. Ne? Leva je taka hladna, racionalna, skrbi za spomin, za neke stvari, ki si moramo zapomniti. 2 plus 2 je enako 4. Ne vemo, zakaj je to, ne vem, kako to izgleda, ampak naučeni smo to, kad smo to slišali, 2 plus 2 je enako 4, da si pač o tem ne razmišljam. To je v levi spomini, ne? Mislim, v levi polovici v možganov. Desna polovica pa tista ustvarjalna, kreativna, sanjaška, wow. In vsa umetnost dobrega spomina, dobrega učenja v tem, da lahko pri učenju, da vključimo tudi desno polovico, da neko stvar, ki se moramo naučiti, neko stvar, ki se moramo zapomniti, jo opremimo z nekimi zgodbami, z nekimi prispodobami iz desne polovice. In ko to storimo, ko desno stvar združimo z levo, je naš spomin na 100-krat boljši, ne samo parkrat boljši. Ne? Kar enkrat si zapomnimo več, če se neko stvar, nek banalen podatek, neke letnice, neke dogodke moramo zapomniti na pamet, ne? Torej da jih damo v to levo polovico, ne? Neko številko. Ne? Recimo, če poznamo, osnovnošolci imajo ta tekmovanje v številu pi, pa se mora zapomniti decimalke števila pi. Ne? Pa gledamo po televiziji, pa si mislim, kako se lahko ta mulj zapomni, 2000 decimalk števila pi. To se ne da, ne? Ker kar nekaj razmišljamo, s to levo polovico, ne? Kako si bom to zapomnil, neko število, ne? Kako se lahko zapomni, ne? Trik je v tem, da si ne zapomni tega števila, zapomni si neko zgodbico, neke lokacije, sprehaja se po nekih ulicah po Ljubljani, na vsaki ulici, v vsakem lokaciji je neka stvar, ki ga nekaj spomni, vsako stvar, ki ga nekaj spomni, je on obtežil z nekimi številkami in potem samo hodi po ulici, vidi neke dogodke, vidi neke kraje, ki jih sam pretvori v števila, kot si jih je prej zastavil, in potem samo zgovori zgodbo v številih. In na tak način se lahko tudi mi zapomnimo in naučimo bistveno več stvari kot zgolj s to levo polovico. Mogoče sliši malo tako nepovezano, ampak v tej knjigi so te stvari zelo dobro razložene in v podrobnosti predstavljene. So smiselne, se tudi dokazujejo to te indijanska plemena ali pa sploh ti staroselci, ko sploh niso še nič zapisovali, pa nimajo knjig, ampak imajo izjemna znanja, ki jih prenašajo iz roda v rod. In oni imajo prav pravilo, da ključna znanja, tista temeljna znanja, podajo preko zgodb.
In oni imajo zgodbe in s tem se ljudje zares zapomnijo in to zelo v podrobnosti zapomnijo generacijsko, tako leta in leta. Ja, super, ne. Tako da tudi to je praktičen dokaz, da deluje. Banalen primer je recimo Budimpešta, ne. Poznam mesto Budimpešta, dveh polovic, ne. Donava teče med njimi, ne. Pa Budim ima Pešto, ne. In pol se nekdo nam razloži, ne, kje je Budim, kje je Pešta in pol takoj pozabimo. Nikoli ne vemo, kje je Budim, kje je Pešta, ne. Vemo pa, da na eni polovici te reke je parlament. Tisti veliki, je vidimo ob reki, skozi na vseh teh fotkah, podobno temu angleškemu, ne. Parlament črka P, aha, tam, ko je parlament, je Pešta, druga stvar je Budim. In če kar to zgodbo si prikličemo, ne, Pešta, ne, tam, ko je parlament, je Pešta, druga stvar je Budim, nikoli življenje več ne bomo pozabili, kje je Budim, kje je Pešta, ne. Taka majhna zgodbica, majhen trik, ne. Ja. Mislim, da bomo zdaj vsi vedeli, kako je Budi pa Pešta, kako je razdeljeno, po kje je parlament. Evo, s tako enostavno zgodbico. S tako enostavno zgodbico. Super. Dejan, za konec pa samo mogoče, da še malo bolj poveva, ti nisi napisal zgolj 2 knjig, ti res veliko pišeš. Koliko knjig si že do zdaj napisal v Sloveniji, slovenskih? 6, 7. 6, 7? Ja. S tem, da imaš tudi Amazonovo uspešnico, ne? Tako, ja. Kaj ste na Amazonu dosegali? V bistvu napisal sem eno kriminalko in takrat sem bil zelo neuveljavljen avtor, neznano ime, malo možnosti imel pri neki tradicionalni založbi in sem se odločil, da sem tole mojo kriminalko prevedel v angleščino, objavil na Amazonu. Če bi jo samo objavil na Amazonu, bi bila zgolj ena izmed milijon knjig na Amazonu, ampak tega nisem želel. Zato sem Amazon kar precej podrobno preučil, vse te algoritme Amazonovi, ki tam delujejo. Tako da sem to knjigo, ki sem tam objavil, sem opremil z vsemi temi metapodatki, vsemi stvarmi, ki treba opremiti. Se res potrudil, objavil in dosegel, da je knjiga postala, da je najprej pristala na lestvici top 20, nekega lepega dne na 4. mestu, nekega dne pa kar na čist 1. mestu v kategoriji International Mystery and Crime, torej med kategorijami kriminalk, torej za sabo pustila razne Iana Fleminga, James Bonda in podobno, tako da ja, 1. mesto na Amazonu in to je bila ena dobra kako se reče, izskočna... Vstopnica do založb slovenskih, predvidevam, ne? To se bo to reči, jezik se mi zapletel, tako je. Od tu naprej je bilo vse skupaj lažje, no. Evo, to je tudi mogoče praktičen dokaz. Je bilo zanimivo, ko smo brali učbenik uspeha, ne? Ravno ti si to na praksi pokazal, v Sloveniji menda je za neznane avtore zelo težko priti do založbe, da ti izdajo knjigo. Ti si našel neko drugo pot, bil proaktiven in če pride en avtor pa reče, imam Amazonovo top uspešnico, je seveda bomo tudi v Sloveniji izdajali tazga avtore, ne? Tako da bravo, lepi uspehi. Hvala. Ampak sem mogoče ravno ta zgodba s to Amazonovo uspešnico, ravno ilustracija tega, kar govorim v učbeniku uspeha, ne? Zgolj, da govoriš, joj, kako fajn bi bilo objaviti zgodbo na Amazonu, ni dovolj. Zgolj, da jo objaviš, ni dovolj, ker bo pristala nekem 500,000 mest v tvoji kategoriji, ne? Da treba se potruditi v akcijo, migati, stvari preštudirati, ogromno enega dela vložiti. Jaz sem 2 meseca bil zaprt v mojem kabinetu, vse noči sem tam preživel, študiral to, da sem šel pol v akcijo, da sem toliko opremil z vsem, kar potrebuje, da je pol postala dobro, ne? Več čas govorim, treba vložiti nek čas, vložiti trud, da neko stvar dosežemo, ne? Ampak najprej imeti sploh idejo, kaj hočemo, ne? Tako da, imeti idejo, kaj hočemo, vedeti, kaj sploh za nas je uspeh in potem biti proaktivni v tem, kaj delamo iz dneva v dan, da to tudi dosežemo. In če povzamem tudi to, da ne glede na to, kakšno je življenje trenutno, kakšno otroštvo smo imeli, vedno se da. Eni mogoče z več truda, eni z manj, ampak vedno se pa da. In tako neko inspiracijo, motivacijo tudi preko knjig predajaš naprej. Dejan Krajlah, najlepša ti hvala. Pa upam, da boš še veliko knjig napisal. Hvala za povabilo, tudi jaz upam. Hvala. Pa tudi vam za pozornost, pa se vidimo v naslednji oddaji s knjigo.